kaj bi storili, če bi Slovenija bila napadena? 43% današnje mladine je dejalo, da bi iz države pobegnilo. Ne? To ministrstvo, kot si ti se simpatično zmotil za prihodnost, ne pa med klic, medtem ko Asta Vrečko vodi ministrstvo za preteklost. Kako so se medvedi razmnožili in kako ne rešimo težave z romsko skupnostjo. To sta očitno dve najbolj zaščiteni manjšini v Sloveniji, kadar je levica na oblasti. Ne? To je tedenski Safari, podcast, ki ga spremljajo levi in desni, pa tudi levi in besni, oziroma povedano drugače, tisti, ki jim je mar za slovensko obrambo in tisti, ki jo izkoriščajo za poceni politične točke. V zadnji epizodi pred poletnim premorom je z nama Rok Čakš, odgovorni urednik našega portala Zanima.me, da potegnemo črto pod res buren poletni teden in pogledamo z enim očesom še proti vroči politični jeseni. Rok, dobrodošel. Dobar dan, zdravo. Tisto, kar mogoče za začetek povemo, preden gremo na ta cirkus po vrhu NATO in z vsemi temi referendumi, snemamo nekaj ur v petek pred tem, ko se bo slovenski politični vrh sestal, da nekako premeljajo, pretresejo, ali je še možno vzeti kakšen referendum, morda celo oba nazaj ali ne. Tako da teh informacij še nimamo, čeprav bodo že, ko bo oddaja objavljena, ampak nekaj tudi postprodukcije, ne, Rok, da ne gre drugače. Bil si na kratkem oddihu, ko se je vse skupaj zakuhalo? Tako kot si rekel, ne, zdaj za vaju prihaja poletni premor, za meno je mino poletni premor, zapustim državo 10 dni, prijem nazaj, ugotovim, da smo skoraj izstopili z NATO. Ne vem, kaj je s to slovensko politiko. Ne, ampak... To je tudi sicer moja izkušnja z novinarskimi dopusti, ko te ni, je stvar najhujša. Ne. Povej, morda je pa to najboljša prizma, da človek gleda to burno dogajanje z plaže, malo z distance, kaj si zagledal iz obale. Poglejmo malo z distance, poglejmo. Zdaj, da razumemo, kaj se je zgodilo, moramo razumeti kronologijo sprenevedanja levice glede oboroževanja. Ne. Govorim levega pola. Ne. Spomnimo se prejšnjega mandata, ko so želeli povečati obrambni proračun nekoliko, ne tako rekordno, kupovati nove oklepne transporterje. Takrat sta Levica in SD napovedali 2 referenduma, iskali glasove, potem je bil šele kasneje ustavljen, ker je pač ne moreš ga izvesti po ustavi. Ne? In sta imela tista netankoma, se spomnite, 750 milijonov netankoma. Janša je bil na plakatu, kako se igra z nekimi tanki. No, saj na ta finančni vidik sem želel spomniti. 750 milijonov, zdaj govorimo o 3,5 milijardah, če bi bilo 5%. To pomeni, oni so leta svoje voljivce zgali, da je obramba brez veze, da to je metanje denarja stran, da dajmo socialo, stanovanje, tako naprej. In oni se, ko pridejo na vlado, znajdejo v mednarodni situaciji, ko to postane mnogo bolj pomembno, kot kadarkoli prej. In potem pridemo do te ironije, da pod levo vlado sprejemamo daleč najbolj rekordno povišanje obrambnih izdatkov v zgodovini. Vlado, ki jo sestavljata 2 stranki, ki sta prej zahtevali 2 referenduma na temo oboroževanja, kot so takrat rekli. Ne? In zdaj ti 2 stranki želita ostati v vladi, hkrati želita svoj obraz oprati. Ne? In njuna računica je bila, oziroma najprej Levice, potem se je SD priključila, torej napovejmo referendum, ki itak ne bo zglasovan, a ne? In potem mi bomo pred volivci se oprali, ostali bomo v vladi, gremo naprej, povišanje bloba, mi smo načrtovali, nismo hteli rušiti države oziroma vlade iz teh razlogov, da ne pride Janša in gremo naprej. Ampak tu stopita zvita poteza 2 opozicijskih strank, to pomeni SDS-a in Nove Slovenije, in oni tik pred zdajci, brez da bi oni drugi vedeli, data glasove za ta referendum. Da se celo malo po pisarnah in hodnikih skrivajo tik preden se vrnejo v dvorano. Ne? Ja, to ti veš, ki si bil doma, pa si zelo dobro konektan. Nekateri so bili najavljeni kot odsotni, ne, pa so jih potem nekateri menda celo z morja pripeljali nazaj. Ideja je, da dobijo na čistini ta njihov blef, po drugi strani pa sem malo kritičen do te poteze, zato ker je v osnovi nedržavotvorna. Ne? Ker igrajo se politiki, eni in drugi, ne? Z zelo, zelo pomembno temo, v splošne varnosti ne samo Slovenije, ampak celotnega zahodnega sveta. No to, da zdaj pol Evrope gleda v Ljubljano, pogledajte tega premijeja, ki predlaga izstop iz NATO, je seveda tudi zasluga nekaj glasov SDS in NSI. Absolutno. In Robert Golob je bil šokiran in prepričan sem impulzivno napovedal referendum o NATO. Ne? Ker prepričan sem, da takoj, ko je ta informacija zaokrožila po mednarodnih agencijah, je dobil klic svojega prijatelja Macrona. Čuj, Robe, kaj se ti greš, ne? A boš zdaj ogrožal celotno enotnost zavezništva, ne?
In verjamem, da so podobne klice dobili verjetno tudi v opoziciji, ne, preko svojih mednarodnih povezav. Jaz sem Peter v prejšnji epizodi v bistvu rekel, da ta poteza, ki se je nakazovala, jaz sem celo nekaj slutil, da bo, ne, ni brez tveganja tudi za slovensko desnico. Eno je, da je to izjemno težko razložiti bazi, ker je to vse proti temu, kar si govoril glede NATO in oboroževanja, ne. Drugo je tudi ta odziv v mednarodnih krogih. Zdaj, kjer pa na drugi strani vidim na nek način malo političnega makiavelizma, celo v pozitivnem smislu, ne, pa je eno, vendarle neko prizadevanje SDS in NSI iz opozicije je padec vlade, ki so jo označili za eno najslabših po osamosvojitvi in morali so pravzaprav videti, kaj bo, če bo referendum potrjen. Bo vlada res padla ali ne bo, ne, temu v NSI-ju pravijo, mislim, da stresni test, ne, in druga stvar, dejansko vprašanje, če bi sploh prišli do debate celotnega političnega vrha, ki bi ga pa po mojem Golob tako in tako mogel organizirati pred potjo v Hak, ne, če ne bi bilo te recimo i provokacije. No, dejstvo je, da če bi prišlo do tega spopada, ne, pač je bila izjemno zanimiva situacija spremljati referendumsko kampanjo, v kateri bi imeli Levico in socialne demokrate, ki bi na žive in mrtve zagovarjali, sploh Levica zmanjšanje, da je čisto preveč denarja za obrambo, na drugi strani Roberta Goloba, ki bi in Gibanje Svoboda, ki bi na drugi strani proti svojim koalicijskim partnerjem zagovarjal torej višji proračun za obrambo. To mislim, da bi bil z nekega vidika, bom rekel, nas, ki spremljamo politično dogajanje, en tak priceless moment, ki bi pa lahko bil zelo drag za ugled Slovenije in za recimo realno potem stanje drag reality show. S tem, kar ste dejali, se strinjam, torej iz notranja političnega razloga, ne, je tu 1001 argument, da se je to naredilo, da se je ta veliko sprenevedanje oblasti razkrilo. Ne? Ampak mi smo v situaciji, ko moramo gledati širšo sliko. Ne? Naši nasprotniki, zahodni, govorim, Rusi, podobni, Iranci, kdorkoli, Kitajci, iščejo razpoko v enotnosti Zahoda. In se veselijo takih stvari. Seveda, iščejo trojanskega konja, skozi katerega bi uveljavljali svoje interese. In če bo prišlo, upamo, da ne, da bojo politiki dozreli na eni in drugi strani, da umaknejo ta dva referenduma iz igre. Ampak če bi do njiju prišlo, smo lahko prepričani, da bo pozornost ruskih botov in ostalih trolov in vseh, da se vključijo v kampanjo proti NATO in prorusko kampanjo izredno velika na Sloveniji. Ne? Zdaj bi kle še eno stvar dodal. Premier je bil v Hagu in tam je bilo skozi govora o 5%. Ne? Edini namen tega je bil tudi PR-ovski, da torej celotno zavezništvo da na nek način Ameriki in Trumpu sporočilo, lahko ostanete z nami, smo lojalni, smo enotni okrog 5%. Potem pride premier v Ljubljano, kjer koaliciji na tistem mini vrhu, ne, pojasni, da on osebno je tudi v nastopu izpostavil, da se je zavezal samo postopnemu dvigu na 3% do 2030. Imel sem možnost vprašati vir na slovenski strani, ki je sedel na tem zaprtem vrhu NATO, no, povej mi, kaj je res Golob rekel in česa ni rekel. In odgovor je bil, ne, Slovenci smo dali v Hagu sporočilo, torej Golob ga je dal, da smo fully committed, polno predani 5%. Ne? In zdaj, če kaj dokazuje ta stvar, je, da Golob ni državnik. Golobu v bistvu funkcijo osmišlja vladanje samo po sebi, nobene strategije, vizije ali odgovornosti do države. Premiersko mesto najmanj do pomladi naslednje leto je pač nekaj, kar nagovarja po mojem predvsem njegov ego in krasi njegov življenjepis. In to je to. In še en vidik se mi tu zdi pomemben, ne? In sicer to je ena od zgodb, mogoče zdaj najmočnejša, ko Evropa spoznava pravo naravo slovenske levice. Ne? To naravo, ki jo je že Tanja Fajon priznala, da Slovenija zdaj velja v Evropi kot precej radikalna država, še pred to odločitvijo. Torej, ministrica, ki je pred volitvami govorila o tem, da mora Slovenijo vrniti v jedrno Evropo, jo je odpeljala daleč najbolj na obrobje jedrne Evrope. Ne? In tu so taki paradoksi, ne samo v tej točki, tudi točki priznanja Sol akcije, priznanja Palestine, nekaj tihega proruskega stališča, ne? In še več teh potez, ki jih naši politiki izvajajo v tujini, ne? In zdaj Evropa pravo naravo te levice spoznava in bo lahko tudi Slovenijo iz drugačnega konteksta gledala, kot jo je gledala še pod prejšnjo vlado, recimo. Ja, jaz sem imel ta teden priložnost v Štrasburu tudi malo bolj ta evropski vidik pogledati, ne? In tam je bila informacija zelo jasna. Ne? Dokler ni Golob, po vrhu NATO je bil glavni fokus na španskem premierju Pedro Sanchezu, ne? Ki je za razliko od Goloba dejansko na tem vrhu ni NATO
committed. Ne? Izpostavil, da pač Španija nima namena plačati oziroma vložiti 5% BDP-ja v obrambo. Ne? In so se evropski krogi večinoma ukvarjali predvsem s Sanchezom, ne? Dokler ni zdaj pač Golob najavil tega referenduma za izstop iz NATO. In še ena stvar se mi zdi tukaj zanimiva, če bi do njega prišlo, ne? Sploh govorimo o tem o NATO, ne? Bi zagotovo kot že omenjata, ta ruski vpliv bil, ne? In tukaj mislim, da se pa lahko obeta recimo stranka Resnica. Izjemen boost, ne, verjetno tudi finančni in kako drugače. Točno to, nek zakulisni kapital. Kapitalskih krogov proruskih. Ne. Do neke mere morda tudi Vladimir Prebilič, ampak predvsem se mi zdi, da bi to lahko bil moment, ki bi v slovenski parlament čez prag potisnil kakšno izrazito prorusko stranko, še bolj prorusko, kot je recimo Levica. Ne, no, še nekaj bi izpostavil, ne, apropo tega vrha v Hagu, kjer pravim, da je tudi Golob izrekel besede fully committed. Zanimivo mi je, to je pa zdaj medijski odzven tega dogajanja, da sem prebral na popolnoma sveži naslovnici časnika Dnevnik, ki sodi v ta predvidljivo levo-sredinski medijski spektr, ne, da tudi oni delajo nekaj podobnega. Menda so poslali na zavezništvo in v Haag vprašanja, ne, in dobili sicer v diplomatskem jeziku odgovore, ki v bistvu kontrirajo temu, kar je Golob povedal v Ljubljani. Ne. Sprašujem se, kdo jih je opozoril, da naj pač brskajo po tej zgodbi, in seveda se zato tudi sprašujem, ali ni nekje v ozadju že odločitev, da se Goloba do pomladi naslednje leto potaplja. Ne? Ja, vse to, o čemer govorimo, kaže, da je zgodba, ki se je odprla za recimo ta vikend, zadnji vikend, ko mene ni bilo, ko sem še plaval po lepotah Sardinije, ne, da je mnogo pomembnejša ali pa mnogo presega slovenski okvir, ne? Da to gre za resne stvari, to ni peskovnik, kjer se slovenski politiki lahko z lopatkami pa kanglicami igrajo v neke notranje politične razmere, da drugega. Če bi bili rahlo žleht, bi rekli, da Golobu vikendi ne ležijo, ker jih je vajen tudi preležati. Zdaj, ali pri kom drugem, ali pa v morju v lastni režiji. Ne? Zdaj, tukaj je še ena zanimivost, ne, kot rečeno, danes snimamo to pred političnim vrhom, ko se zbirajo pravzaprav predstavniki vseh parlamentarnih strank, da ugotovijo pravzaprav, kaj narediti zdaj z obema tema najavljenima referenduma. Kako vidite recimo to situacijo oziroma kakšne možnosti so, če se odločijo recimo za eno ali z drugo oziroma kako ne? Zdaj, kar mene preseneča je, mislim, da torek zvečer pride predsednik Socialnih demokratov Han in reče, ja, no, sej, če bo volja, seveda, umirimo žogo, se pomaknemo par korakov nazaj, umaknemo vse te napovedi referendumov, ne? Naslednji dan ga v bistvu mu v hrbet skočijo njegovi lastni poslanci in rečejo, ne, za nas je ta stvar nedotakljiva, referendum bo, Levica prav tako zapenja, kolikor pa razumem, ne, in to tudi je v karakterju Roberta Goloba, ukolikor zapenjajo manjši partnerji, bo definitivno zapel še sam, ne, in na koncu znamo imeti dejansko ta nezaslišan referendum sredi vojnih razmer, ne, o NATO, ki jaz sicer verjamem, da bi se na koncu končal pro-natovsko, če želita, ne, ampak vseeno. Bi bili pa unikum praktično globalnih razsežnosti. Recimo zdaj je dober lakmusov papir, da vidiš, kateri politiki so ohranili nek nivo treznosti in so zdaj rekli, ok, dajmo zdaj mi umiriti konje in stopimo korak nazaj. Ne? Niso vsi, ne? Golob zaenkrat tega še ni storil in koliko ga poznamo, kar se tega tiče, ni človek neke realne presoje. Ne? Zato jaz verjamem, da ima močan pritisk od zunaj, ampak morda se zanaša ravno na to, videli smo eno anketo na Siolu, ki je dosti provladen, vemo, ne? Da je 70% ljudi podpira Zvezo NATO. Ne? Jaz verjamem, da je večina podpira, mogoče ne v takem odstotku, in še ena pomembna informacija je bila tam notri, da naj bi 80% voljivcev SD-ja podpiralo NATO, kar jaz nekoliko dvomim. No, zgodbo, je pa ta situacija, ne, če dejansko pridemo do referenduma o vprašanju za ali proti NATO, ne, torej Robert Golob in Janez Janša skupaj v referendumski kampanji na trdi liniji obstanka v NATO. Zanimiva situacija. No, in zanimivo je tudi to, da ta teden se je, mislim, da v torek ali v sredo, Robert Golob dobil z ustavnimi pravniki, s katerimi je premleval, kako bi bil morda, kaj so možni way outi iz tega referenduma. Ne? Ja, in so, ne? In celo kar nekaj jih je. Od tega, da izglasuješ preklic tega odloka, ki je bil že potrjen, ne? Do tega, da ga pač daš v predal do konca mandata in mu poteče veljavnost, tako da izhodov je veliko, volje pa jaz vsaj na zadnje informacije, ki jih imamo do našega snemanja, ne vidim, da se bo kdo potegnil nazaj. Če grem še malo na opozicijsko stran, ne? Tukaj pa popolnoma razumem pozicijo recimo SDS, ne?
ki pravi, s kom pa naj se mi zdaj usklajujemo glede razveljavitve referenduma, če se vlada ni sposobna med tremi uskladiti ničesar. Ne? Da, se večine nima v opoziciji. Ja. Ne. Pa še ena pomembna stvar, NATO smo vedno v Sloveniji gledali sploh prek te leve medije in tako naprej kot neko vojaško, militaristično zavezništvo, kjer je ZDA prva. Ampak NATO je mnogo, mnogo več kot to. To je odpornost, stabilnost, sporočilo, da si del razvitega zahodnega sveta in to je gospodarski pomen tega je izjemno, izjemno velik, ne? Da država, ki želi investirati nekam, ve, da je neka država, da je, ali pa oziroma ne država, govorimo o podjetjih, ki želijo v neko državo investirati, da vejo, da je to del stabilnega, varnega sveta, ne? In tu so se oglasili tudi v klubu slovenskih podjetnikov, zelo ogorčeno, mi bomo izgubili posle na zahodu, a ne? Politiki igrate, ne veste, s čim se igrate, a ne? Tu je več dimenzij tega tveganja. Ne? Tukaj mi je pa fascinantna še ena stvar. Ne? Zakaj smo sploh pribredli tako daleč, kot si sam rekel, zaradi nekih notranje političnih iger, od katerih si je javnomnenjsko največ obetala stranka Levica, ki pa zdaj dejansko je največji poraženec tega. Na javnomnenjskih anketah tone dejansko prvič zelo resno tja pod mejo parlamentarnega praga in celo skupaj z Vesno, ki je tudi strmoglavu rating, so zelo blizu tega, da se ne uvrstijo v parlament. Ne? In še, kot sem omenil, v bistvu levo-sredinski mediji, ki naj bi jim bili tradicionalno naklonjeni, jih zdaj ostro trgajo zaradi teh potez. V bistvu. Ja, mislim, da še dopolno bi to ne samo gospodarsko, ne? Tudi iz vidika tega mirovništva, ne? Če smo že ravno pri tem, ne? Zdaj slika se NATO kot ne vem, nekakšnega bad guya, ampak v resnici je pravzaprav NATO in moč NATO, ne? Tisti garant, pravzaprav, da nihče drug v svetu že praktično zadnjih 80 let nekih hujših konfliktov, ne? Na ravni bolj globalnih konfliktov ni zmožen oziroma si jih ne upa sprožiti ravno zaradi tega, ker je tukaj pač jasno bilo do nedavnega ali pa še vedno je, ne? Da pač bi NATO v tej vojni zelo verjetno zmagal. In potem imaš še anketo Valikona na provladnem portalu, ne, ki je nekako pod vplivom teh obrambnih struj blizu aktualni vladi, konkretno govorimo pač o Damirju Črnčecu, ne, ki nameri, da v bistvu večina Slovencev še vedno v resnici podpira, da smo del družine NATO. Ne. Je pa tu še ena dimenzija, ki pa recimo bi dal delno prav Vladimirju Prebliču, ne, ki upozarja na nekaj. Ok, mi smo zdaj rekli, gremo na 5% BDP za obrambo, ne. Ampak ključen problem, ki bo tu nastal, je, to je zelo, zelo, zelo veliko denarja, ne. Ali imamo sistemsko domišljeno rešitev, kaj za ta denar nabaviti, da bo zadeva ne bo samo na papirju, ampak bo tudi v praksi učinkovita. Ja, jaz mislim, da ne bo zarjavela v skladišču. Jaz mislim, da problem Zahoda ni toliko v tehniki, sami po sebi, kot je problem v manpower. To pomeni v kadru. Ne? Spomnil bom na raziskavo Mladini, ne, ki se je predavala o tem, kaj bi storili, če bi Slovenija bila napadena. 43% današnje mladine je dejalo, da bi iz države pobegnilo. Ne? Prvih 43% bi jih obegnilo takoj, drugih 43%, ko bi začelo malo pokati. Ne? Hočem reči, da Evropa ima širši problem. In jaz verjamem, da se Rusija, Kitajska zaveda, ki je evropski problem. Evropa se je pomehkužila, po domače povedano. Ne? Odpravili smo obvezno služenje vojaškega roka z nekimi drugimi cilji in zdaj 20 let, ko gledamo 22 let, odkar je tega recimo v Sloveniji, nazaj, lahko utovimo, da smo zgubili eno pomemben segment pripadnosti državi, naciji, skupnemu dobremu. Ne? Del tega se je z ukinitvijo vojaškega roka izgubil in to nismo prej razmišljali. Ne? Kdaj bomo mi lahko povrnili neko občutek tega, da je treba včasih skupiti skupaj v dobro preživetja naroda in države, ne pa da vsak gleda zase, kako bo čim prej pobegnil, pa še rešil iz neke težke situacije. Ne? Ja, tukaj ena stvar je ta, ne, pa tudi ne samo ta vojaški rok, ne, tudi sama vzgoja, sama politična pripadnost, češ, da je neko domoljubje, neko pripadnost naciji, pripadnost recimo nekemu svojemu narodu, to skoraj že fašistoidno, ne vem, kakšne izraze se vse uporablja za to, ne, ni samo bil, rekel, odsotnost vojaškega roka, tukaj je tudi celostna vzgoja v šolah, ne, glede tehnike, se mi zdi pa samo ena stvar še, da posebno je pomembna, ne, in sicer evropska vojaška industrija se pač ni več zmožna producirati recimo trenutno tako velikih količin, ne, da bi recimo zalagali Ukrajino z obljubljenimi niti, ne, streljivi, zato ker pač enostavno je bilo ulaganje v vojaške pač izdatke tako majhno, da pač so potem zaprli te linije. Ne? In ko enkrat podjetja zaprejo linije, pač traja, preden jih znova vzpostavijo, če niso ravno vojne razmere. Ne? Mi je pa zanimivo, mogoče še
ne vem, kaj bi se zgodilo, če bi res bila nevarnost. Ne? Ker eno je razmišljati v miru, drugo je pa potem, ko se vojna zgodi. Ne? Tudi mislim, da marsikdo pričakoval, da bo Ukrajina kapitulirala po 3 dneh, ne pa po 4 letih še vedno ni. Ne? In mislim, da bo to v naslednjih mesecih in letih ključna stvar debate glede tega. Te vprašanje, tako tehnološki vidik, kot vidik tega vzgoje za pripadnost državi in dovolj teh sredstev ali pa veliko teh sredstev, ki bo tukaj potrebno za obrambno med, bi po mojem morali. Jaz bi še, preden gremo naprej, opozoril na en vidik. Po mojem bomo še enkrat naleteli, ko bomo govorili na dogajanja v Bruslu zadnje dni. Vidik ene resnicoljubnosti do domače javnosti kot neke valute v politiki. Zakaj? Ne? Zaradi tega, ker sem jaz prepričan, da je možno slovenski javnosti, da je dovolj občutljiva in dobro posluša, če rečeš, torej, poglejte, imeli smo vrh v Hagu, pomembno je bilo, da smo kot Evropa enotno povedali ZDA, rabimo vas, želimo vas noter, zato smo se zdaj zavezali 5%. Če bomo pač, ko je revizija leta 2029 srečni ugotovili, da takih razmer, kot so zdaj, ni več, bomo naredili vse za to, da bojo številke padle in da bojo manj obremenile javne finance. Po mojem to povprečen Slovenec sliši in razume. Mislim, da politiki s svojimi spini podcenjujejo slovensko javnost. No? In mislim, da je ta anketa delno to pokazala nas javno. No, ko smo že pri spinih, oziroma iskrenosti, smo imeli ta teden 2 interpelaciji, oziroma interpelaciji 2 ministrov. Najprej notranjega ministra Boštjana Poklukarja, na to pa še kulturne ministrice in koordinatorice Levice Aste Vrečko. Oba sta ti interpelaciji solidno preživela, pa vendar sta bili vendar razliki v obeh interpelacijah, se mi zdi. Pač na eni strani Poklukar, kjer se mu očita in padanje varnosti v Sloveniji. Isti dan prej smo imeli situacijo, ko so Romi se zdaj že skoraj vsak dan znesli nad kmetom v Ljubljani. Hkrati pa je pravzaprav struktura okoli Boštjana Poklukarja kompromitirana tako, da bi bila bolj že težko, pa vendarle se zgolj smejo na interpelaciji. Ja, dvoje imaš v tem mandatu vladnem, najprej res kratek ekskurs v stran, kar se že praktično dnevno znajde na naslovnicah in ni eno z drugim popolnoma nepovezano. Skoraj vsak dan prebereš članek, da je medved se približal naselju in skoraj vsak dan prebereš članek, da je Rom napadel nekoga. Pač to dvoje, zdaj pa če grem na vsebino. Fascinantno mi je, na eni strani govorimo o velikem krahu v koaliciji zaradi obrambnih stroškov, in jaz nisem čisto prepričan, vendarle, da če bi prišlo do referenduma o NATO, da ne bi to na koncu razklalo te vlade, ker bi šli dejansko v zelo različne smeri v kampanji partnerji. Ampak po drugi strani, ko je pa vprašanje neke enotnosti na glasovanju o, vsaj v Poklukarjevem primeru, bom rekel, najbolj umazanem ministru te vlade, ga pa podprejo bistveno bolj, kot so ga januarja, ko je bila Levica in mislim, da je SD celo vzdržana v celoti do njega. In ob tem, da se je pa nabralo cel kup novega materijala. Še vedno ni imenovan generalni direktor slovenske policije s polnim mandatom. Tisti, ki je bil to na zadnje, je zdaj po novem še kazensko ovaden in bo v sodni preiskavi, najverjetneje. Imaš primer Hvala, kjer so vpleteni znanci ministra, njegova vodja kabineta je sestra prvoobtoženega in konec koncev tudi novi VD generalnega direktorja policije je že diskreditiran zaradi poslovnih povezav z Republiko Srpsko in Zoranom Jankovićem. Kaj še bi bilo treba? Ampak ne, oni za razliko od januarja še bolj enotno stopijo v bran. To je sam dokaz, kako močna je ta želja, da oni skupaj so na oblasti do konca. Kaj je ta želja? To so desetine služb za koalicijo. Službe, prekanalizacija denarja, take stvari. To jim je nad vsem. In zdaj, ko si omenil kanalizacijo denarja, smo v bistvu na ministrici številka 2, ki je bila interpelirana in to je Asta Vrečko. Ja, recimo, sumarom vseh očitkov je v bistvu eden. Ona je svetovna prvakinja v kanalizaciji denarja za svojo volilno bazo preko Ministrstva za kulturo. Na vseh nivojih. Od teh raznih aktivistov, ki jih zdaj nikjer ni. Ne vem, kaj počnejo. Ko imamo največjo militarizacijo v zgodovini Slovenije, do teh samostojnih delavcev v kulturi, do vseh ostalih, ki tukaj skušajo nekako Mata pa mrtvo tekmo s finančnim ministrom Boštjančičem, ki 31.12. rad odobri kaj za stavbo na Litijski. Vsak ima pa svoje interese. Asta to bolj sistematično dela celo leto. Bi pa izpostavil pa mi moramo poznati en uspeh tega, da kaj je pa Asta Vrečko z Levico uspela doseči, pa je, da med tem, ko država sprejema
njihova vlada sprejema rekordno visok proračun za oboroževanje, Ljubljana ne gori, a ne? To pomeni, kolesarji jih ni nikjer. Ne? Čaki, cinično imam predlog, da v bistvu Poklukar in Vrečko zamenjata funkciji. Morda bi bila dobra notranja ministrica. Zelo dobra, ja. Ne bi bilo takšnih težav. Ne? Skratka, to jim gre pa res dobro. Ne? Zdaj, predstavljam si desno-sredinsko vlado, ki sprejme 5% BDP-ja za obrambni proračun. Ne? To je diktatorska militarizacija Slovenije, razumete? Ne? To bi bilo na stotine kolesarjev po Ljubljani. Ne? Zdaj pa očitno udobno sedijo v svojim foteljih in na davkoplačevalskih sredstvih, ki jih kanalizira Asta Vrečko in stvar je urejena. Ne? Vaju glede teh interpelacij moram vprašati, pa čeprav je res postranskega pomena, ampak na naših družbenih omrežjih je imel posnetek Boštjana Poklukarja, ki sredi interpelacije tolče po prsih in pravi, da je lojalen ustavi, zakonom, ženi in stranki. Okrog 10,000 ogledov, ne, na TikToku, pa me zanima, kako vidva to razumeta. Ko minister dobesedno ponori in, to sem preštel, v 1 minuti 10-krat izgovori besedo lojalen. Ja, Mojca Šetinc Paše ga je zadela na vraličko točko. V mehko. Ne, to pomeni, odgovoril je na vprašanje, ali je prišlo do menjave kriminalistov na primeru, ki se ga bomo še dotaknili, torej balkanski primer. Ne. Lojalnost sama po sebi ni napačna vrlina, ampak lojalnost za vsaka ceno je pa kontrapol vrlina. Lojalnost nekoga, ki vodi represivni aparat. Absolutno, torej, lojalnost, da pogleda skozi prste vse, da jaz mislim, da glavni on je podaril lastnost, ki je Robertu Golobu pri njem najpomembnejša. Ne? To pomeni do konca, lojalnost do konca. No in zdaj imamo dva odgovora zelo dobra, po mojem, zakaj je tak razplet ta teden. Robert Golob nujno rabi nekoga, ki drži lojalno roko nad policijo, ne, in nad različnimi preiskavami, po drugi strani ta koalicija v celoti, posebej pa Levica, ne, potrebuje nekoga, ki prerasporeja javna sredstva na ulico dobesedno. Ja, in kar mi je posebej zanimivo, ne, je to, da recimo sam fokus interpelacije zoper Asto Vrečko pa ni bil niti na recimo denarju, ne, niti na metanju denarja z lopato vsem možnim nevladnikom. Ne. Celo nezakonitim Svetlani Mataharović, ne poznam, brez zakonske podlage. Ja, no? Ja, ne, to je bilo omenjeno, ampak ja, vendarle ne, ni bilo glavni poudarek. Ne. Glavni poudarek pravzaprav je bil še vedno na muzeju slovenske osamosvojitve, ki so ga ljudje že 3 leta nazaj že zdavni pozabili. Hočeš reči, da bi tudi interpelacija sama lahko bila bolje vodena? Mislim, že samo vprašanje, ne, kako je do te interpelacije, mislim, da je celotna ta interpelacija pravzaprav neka zgrešena poteza po svoje in Nove Slovenije in demokratov, ne, ki so pač tukaj poskušali zajahati ta val, referendumski val, ne, ki je bil pač v prvi vrsti uspeh SDS-a, ne, in potem nekako to nerodno speljali, no, kar bi pa so imeli, se mi zdi, v Asti Vrečko več kot dovolj vrhunskega materiala, ki bi ga lahko bolj postavili v ospredje, ne, ampak so nekako vlekli pravzaprav neke stare stvari, ki pravzaprav jih tako ali drugače ljudi ta trenutek ne zanimajo, ne, in zato tudi potem ta interpelacija se mi zdi ni dosegla nekega tistega momenta, ki bi ga sicer lahko, če bi jo pripravili na način, oziroma če bi dali take poudarke, sej bistveno je pač čemu enostavno daš potem v razpravi poudarke. Zdaj nekajkrat smo se že dotaknili preko Poklukarja policije, represije, preiskav, ne, zvedeli smo te dni, da slovensko specializirano tožilstvo ne vidi več, bomo rekli, mesa v zgodbi GEN-I Beograd. Gre za 1,8 milijona evrov nakazil kosovskemu veleposlaniku na Hrvaškem Martinu Berišaju iz podjetja GEN-I v času, ko ga je vodil Robert Golob, ampak da je zdaj to neka stvar, kjer se v bistvu preiskuje zlorabo položaja nekega beograjskega uslužbenca skupine GEN. To se mi zdi kot dejansko zapiranje fronte, ne, za Roberta Goloba, vsaj tu doma. Jaz sem označil v enem komentarju na zanima.me zadevo kot mati vseh Golobovih afer. Zelo na kratko bom tudi tukaj poskušal pojasniti, zakaj. Denar, torej 1,8 milijona, je bil skoraj v celoti na drugi strani dvignen v gotovini. Vemo, kaj to pomeni. To pomeni, da je končni naslovnik tega denarja lahko tudi nekdo drug. Ne? Kar smo uradno skozi 3 leta Golobove vladavine zvedeli o tem primeru, je mislim, da je izjava gospoda Helbla, ki je aktualni šef skupine GEN, da so si s tem honorarjem, če mu je
je sploh možno pri takem znesku reči honorar, ne, kupovali informacije, s katerimi so po Balkanu prihajali do dobaviteljskih poslov. Zdaj jaz v mojem prevodu bi rekel, da niso bile informacije, da so podkupovali lojalnost lokalne politike po Balkanu in kjer vidim osnovni problem je, da vsaj po mojem poslovnež, ki podkupuje politiko, ker očitno razmišlja na način, da v politiki denar uredi vse, kasneje tudi zelo verjetno postane politik, ki pričakuje, da bo podkupljen. In tu smo že pri primeru Karigador, naprimer, ki je proti Golobu na KPK, in smo hkrati tudi na odgovoru, zakaj Goloba in njegove v stranki tako zelo mika slast po slovenski policiji. Ne? Si pa zelo dobro to razvil, no? Ampak si tudi dejal, da je Golobu se smeji, ne? Mogoče še to razložiš. Ker... Ja, zdaj Golobu kratkoročno se gotovo smeji. Morda mu ostane kot skrb do pomladi naslednje leto, kaj bo rekla KPK v 2 primerih. To je seveda odprto vprašanje. Vsaj nek kazenski pregon, celo mednarodnih razsežnosti očitno do nadaljnega odpade. Bom pa to povezal z našo prvo temo danes in to je oborožitvena zadeva. Ukolikor bi šli zelo daleč s to zgodbo, da gremo ven iz NATO, ne? Potem sem morda kontroverzna trditev prepričan, da bi preko Srbije, ker ta zgodba zdaj vendarle pravosodno živi naprej, ne? Preko režima Aleksandra Vučića, Američani z vplivom, ki ga imajo, naredili čisto vse, da uničijo politično prihodnost Roberta Goloba, morda celo tako daleč, da ga dejansko zaprejo. Ker materijala za to v njegovi poslovni preteklosti mislim, da nekaj je. Ja, tako da pa po drugi strani zanimivo, ne, da Srbi še vedno to držijo. Po svoje, kar govori tudi nekaj, kar midva že dalj časa opozarjava, ne, pravzaprav v teh podcastih, ne, da je Slovenija vedno bolj, ne, in že pravzaprav grozljivo močno prepletena s tem srpskim kapitalom in srpskim vplivom, ne, ki se vleče in prek Zorana Jankovića in potem recimo prek že omenjeno šefa policije oziroma vede šefa policije, ne, Damjana Petriča in raznih podjetij, ki potem kupujejo nepremičnine in druge podjetja recimo po Sloveniji. Ne. Tako da, če je tukaj en vzvod, s katerim lahko pravzaprav držijo premijeja, ne, in to premijeja, ki pravzaprav mu je za državo, kot smo lahko videli, bolj ali manj vseeno in mu je bistvena ena in edina stvar in sicer njegova lastna kariera, ne, potem je to pač zelo zaskrbljujoče. Kot sem rekel, kot jaz trenutne razmere v Srbiji, recimo razumem, ne, praktično obstaja nek pakt, ki je lahko zelo hitro tudi prelomljen, ne, med Ameriko in med Vučićem, da ga še ohranjajo pri življenju, ta njegov režim, proti kateremu sicer mesece potekajo zelo ogorčeni protesti in ne, ukolikor bi bila ena karta, ki bi jo Vučić za pomoč ZDA moral odigrati, da potopi Roberta Goloba, mislim, da zelo majhna žrtev. V bistvu, mislim, da Vučiću Robert Golob predstavlja manj kot kmeta na šahovnici. Ja, dejansko. Zdaj, morda bi iz te teme vendarle preskočil na še eno stvar, ki ni nepovezana recimo z vplivi ljubljanskega župana, pa še koga za njim, ne, in to je ta obsodba komunističnega nasilja v Sloveniji strani Bruslja v tem tednu. Zakaj pravim, da to ni nepovezano z Ljubljano in z neko trdo staro levico? Ja, ker ne, če že kaj, čeprav se zadnje čase sicer tudi na levi strani govori o dostojnem pokopu, pa Ljubljana kot lokacija nikakor ne pride iz očitnih razlogov, ne, volilne baze v poštev. Zanimivo pa je, no, to bi jaz še dodal, pa vama prepuščam besedo. Žarek upanja, kot sem rekel v eni od preteklih epizod, mi je bil govor predsednice v smislu naredimo iz pokopa drugo slovensko osamosvojitev. Zdi se mi, če malo karikiram, da so ob tem stavku morali Kučana politi zmrzlo vodo, da je prišel k sebi, ne? No, ampak vrnitev na linijo je bila presenetljivo hitra. Ko je Bruselj rekel, dejte že enkrat se distancirati od te krvave preteklosti, pokopljite pač te ljudi na dostojen način, pa je prva skočila ravno predsednica in rekla, no, ne boste relativizirali našega NOB, čeprav to sploh ni zgodba. Čeprav to sploh ni bil del tega pogovora, ne? Predsednica je imela 2 kiksa na evropski ravni, ki sta prispevala k temu, da so v Evropi prepoznali pravo naravo slovenske levice, o čem sem govoril. In to je ta, ki si zdaj povedal, torej skočila je na resolucijo, kjer so celo liberalci v parlamentu, mogoče Peter boš ti, ko si bolj bližje spremljal, to povedal, jaz sem videl nastop enega, zdaj se ne spomnim z glave, kateri je bil, ki je rekel, pa kaj se vi greste tu pometate pod preprogo, to komunisti, pa kako niste sposobni tega posoditi, pa to ni bilo, to je bilo iz Renew skupine, ne? In pa druga stvar je bila tisto o genocidu ona je rekla Zahodnem bregu, takrat si je bil lapsus, ne? Ampak vse, ne? Ampak skače iz ene
skrajnosti v drugo, jaz imam tak občutek. Ne? To tudi, ne. Na eni strani zelo pohitiš s tem genocidom, ne, doma ga v bistvu ne vidiš. Ne. Ali pa tudi, če ga vidiš, ga ne želiš sanirati. Če smo pri Nataši Pirc Musar, se mi zdi, da je ona gledala Boruta Pahorja, ne, ki je nekako zelo uspešno, moram reči, krmaril med, bom rekel, obema stranema in se zavzemal za spravo. Pričemer bi rekel, da je bila Pahorjeva prizadevanje v veliki meri, če ne v celoti, iskreno. In je zato tudi temu primerno ravnal Pirc Musarjeva, se mi zdi, da pač tukaj gledala Pahorja in zdaj poskuša to nekako sondirati javno mnenje, uporabiti, oziroma pokopirati, zato da bi dosegla še drugi mandat na čelu, na mestu predsednice. Kar je njena težava, je, da tukaj v tem ni iskrena in da ne razume, kako te stvari tečejo. Zato, za razliko od Boruta Pahorja, ki je znal to zelo zmerno, zelo argumentirano in z občutkom delati, ona dela to ravno nasprotno, tako da po eni strani nagovarja vse skrajnosti in se po drugi strani zameri vsem oziroma naredi napako. Če pogledam malo kratko, kako se je zadeva začela. Najprej je nastopila izrazito proti pokopu žrtvam, se je obnašala zelo arogantno, ni šla polagati vencev pred recimo ta spomenik žrtvam vseh vojn in podobno. Potem kar naenkrat slišimo za 1. november, da je treba pokopati žrtve, potem imamo odlikovanje Zveze borcev za vrednote NOB, prvič, mislim, kot prva predsednica odlikuje Zvezo borcev, ki so tisti, ki najbolj blokirajo to, potem gre v Kočevski rok, ampak ne takrat, ko je tista žalna seja, oziroma žalna slovesnost, ki je vsako leto, ampak 2 tedna prej, en teden prej, in potem takrat ne, in potem na dan državnosti v slavnostnem govoru reče, da bo pokop žrtev druga slovenska osamosvojitev, in ko Evropski parlament sprejme resolucijo, jo pa razdraži in jo raztrga. Skratka, skače dobesedno na tedenski ravni, enkrat bi bila v Kočevskem rogu, enkrat bi bila pri Rdečih zvezdah. Bi rekel, včasih smučan hit, včasih pa počas. Ne razume pa tega, da ti malo mečeš, bom rekel, pozornost ali pa neke drobtinice eni strani in malo drugi, pravzaprav pomeni, da ti s časom razjeziš obe in na koncu od obeh nimaš podpore. Tako da to se mi zdi en tak vidik, ki ga Nataša Pirc Musar se mi zdi ni osvojila, kako to počne Borut Pahor. Če se navežem ravno na tvojo primerjavo s Pahorjem, nevarno ga je posnemati. Recimo, izjemno se je izrodilo to, kar Tina Gaber in Robert Golob počneta na Instagramu v tej smeri, izrodilo pa se je tudi to, kar poskuša Nataša Pirc Musar. Jaz mislim, da je tukaj ključna ta iskrenost. Če si ti človek, ki iskreno deluješ v neko smer, potem bodo ljudje to opazili, če ti pa to fejkaš, potem pa zelo hitro mimogrede, ker nismo kakšna velika mainstream televizijska oddaja, vendarle smo podcast, pa smo se dotaknili še Roberta in Tine oziroma para Robertina. Pravi Tina Gaber v svojem enem zadnjih objav, da toliko kot je zaradi, kot razumem, pritiskov in javnega mnenja proti njej prejokala v zadnjih 3 letih, prej ni v celem življenju skupaj. Nekateri mediji ugibajo, da to pomeni postopno slovo od našega sončnega kralja. Kako vidva gledata na to? Ja, ne vem, če je bil na Pariz, London, Washington. To je materijala za njen influencerski Instagram ali karkoli, ki bi ona to videla drugače kot na ta način s predsednikom vlade. Če še tega ne bo, potem mislim, res, kot je zapisala, ni več vredno. Tudi če je kaj jokala, se je mnogo več smejala, bi jaz rekel. Ja, jaz mislim, da je dobro, ne bi se spuščal v razne teorije o tem, kakšno tarifo zaračunava določenim omrežjem za to, da je skupaj z Robertom Golobom. Se mi zdi pa morda to, da če in tudi ona je z njim prišla skupaj, ko je on že bil predsednik vlade. Se pravi, če greš v tako zvezo, v ta odnos, pač potem moraš tudi, še posebej, če si tako zelo aktiven na družbenih omrežjih in celi Sloveniji to razkazuješ, moraš enostavno biti pripravljen tudi sprejeti pač vse,
kar ta poklic in to delo Rekel bi nekaj, funkcija da prinaša, takih ne. stvari, ne, da neko jutro prebereš, kako se pač prvi dami ne zdi več vredno. Ne. Nismo brali ne od Tanje Pečar, pa verjamem, da je imela svoje pritiske v zvezi z pač zvezo z Borutom Pahorjem. Nismo brali ne od Urške Bačovnik Janša in ne, da mi ne bo kdo očital pristranskosti, tudi ne od Štefke Kučan nikoli kaj takega. Ne. Tako Mislim, da so vse te ženske razumele, da so pač v zvezi oziroma poročene z politiki in kaj to prinese. Ne? Če se vrnem samo še nazaj na to resolucijo, ne? Se mi zdi, da v Evropskem parlamentu bistveno drugače gledajo na te stvari, ne? Se pravi, tam ni tega nekega poveličevanja NOB-a in teptanja vsega drugega, ampak je bistveno bolj razumljeno, da je komunizem tudi enakovredno skupaj z nacizmom in fašizmom totalitarni sistem, ki ga Evropski parlament obsoja, ki so, in je bila to že zdavnaj sprejeta resolucija, ki so, mislim, ratificirale bolj ali manj vse evropske države razen Slovenija, ne? In je tukaj Slovenija en tak črna ovca že iz tega vidika. Po drugi strani je kakor sem se pogovarjal z različnimi ljudmi v Štrasburu, ne, je za mnoge nepredstavljivo, ne, ampak nepredstavljivo, da leta 2025 v središču Evropske unije, v državi, ki ne bi bila demokratična, ne, imamo plastične vreče kosti iz časa druge svetovne vojne, ki jih politika ne uspe pokopati, ne, in še več, ne, marsikdo se je potem usajal, češ, jih ni pokopala vlada Roberta Goloba in jih tudi niso pokopale 3 Janševe in vse ostale pred njimi, ampak ne, je vlada Roberta Goloba pravzaprav tukaj aktivno deluje v obratni smeri, torej gre kontra vsem civilizacijskim načelom. Ne? Zdaj pač, če ne naredi korak, če bi Golobova vlada samo ne delala korakov naprej, si je verjetno te resolucije ne bi nakopala. Ne? Nakopala si pa jo je, ker pravzaprav aktivno ruši civilizacijske norme, ki so bile vzpostavljene v Sloveniji. Zdaj si me spomnil na nekaj, kar sem itak še želel in v zvezi z NATO in v zvezi s tem pokopom žrtev komunističnega nasilja reči. Če sploh vidim kakšno pozitivno stvar v tem, da nas pol Evrope, ki bi rekel Robert Golob, da so nam fovš, ne, gleda zaradi tega, je zdravilno, da sem in tja Slovenci pogledamo posnetke iz tega mednarodnega auditorija in vsaj, če smo toliko neobremenjeni in lahko malo z distanco pogledamo sami vase, ne, vidimo, kako zelo bizarni se zdimo zahodnjakom v obeh komponentah. In ko sredi vojnih razmer govorimo o izstopu iz NATO in ko 80 let kasneje še vedno govorimo o nekih zabojčkih in vrečkah in podobno za kosti. Dodal bi še eno stvar tukaj, ne, ker se pogosto ne razume. Ne. Resolucija govori izključno o Sloveniji. Ne. Za razumevanje, ne, ker nekateri so tudi poudarjali, kako je to zloraba, ne, in boj proti oblasti slovenski, ne, češ, da je komunistično nasilje ni bilo samo v Sloveniji, ne, oziroma je bilo v kakšnih državah še bistveno hujše. Ne. Je treba razumeti, kako te stvari v Evropskem parlamentu potekajo. Ne. Če je resolucija, ki je vezana na nacionalno državo, ne, samo na eno, ne, in je izglasovana z večino, lepa večina je bila, ne, to pomeni bistveno večji pritisk na tisto državo. Zdaj, če recimo pobudniki te resolucije ne bi bili uspešni, potem bi se začeli združevati, ne, če sami po sebi, ne, če bi bila ta zgodba v Sloveniji prešipka, ne, da bi samostojno lahko dosegla raven resolucije, potem bi bili verjetno predlagatelji te resolucije prisiljeni se povezati še z pač predstavniki drugih držav, ne vem, s kakšnimi Latvici, s Poljaki in podobno, da bi recimo Hrvati, da bi naredili širšo resolucijo, kar pa potem v praksi pomeni, da je pritisk na posamezno državo zaradi te resolucije bistveno manjši, ker je razvodenel, ker pač ni Evropski parlament pritisnil na tisto državo, ne, ki je najbolj problematična, ampak je nekako ta pritisk porazporedil na več držav in je potem tudi posledično pritisk zaradi tega manjše. Tako da to je res en velik uspeh in predlagateljev resolucije in hkrati ena, bom rekel, velika klofuta iz Evrope, ne, ki je morda sicer ne razumejo, ampak vendarle je velika klofuta iz Evrope za tiste, ki so bili proti in so se ob tem zgražali. Ne. Če gremo iz Bruslja nazaj v Ljubljano, imeli smo 2 interpelaciji brez nekega realnega upanja na uspeh, imamo pa tudi poziv k odstopu
ta teden, ki pa ni bil v smeri predvidljivi Janez Janša Robertu Golobu, ampak prihaja iz gospodarskih obrtnih krogov. Dolgotrajna oskrba je razlog, torej prispevek se že plačuje, ga plačujejo zaposleni, samozaposleni podjetja, medtem ko ni niti seznama registra upravičencev, ni izdanih odločb, kdo bo dejansko dostopal do teh storitev in, kar je morda še najhuje, tudi izvajalcev, ki bi to morali zagotavljati na terenu, ni. Zato obrtna zbornica ministra Levice Simona Maljevca poziva k odstopu. Kako gledata vidva? Zakaj ni izvajalcev? Ne? Jaz sem tukaj odblizu spremljal pač domači občini, ne? Oziroma občini mojih staršev. Ne? Izvajalci bi bili, ne? Če bi vlada postavila takšne pogoje, kot so potrebni za to, da bi ti izvajalci bili. Ne? Tukaj, ko govori vzpostavljanje dolgotrajne oskrbe, ne? Občine, slovenske občine so imele čas do 1. maja, da sklenejo pogodbe mimo javnih razpisov, če želijo, recimo v primeru, ko govorimo o izvajalcih, ki že zdaj izvajajo del teh storitev, ki bodo ponovno spadale v dolgotrajno oskrbo. Načeloma, skoraj vse slovenske občine imajo z nekim zavodom ali z neko organizacijo pogodbo, s katero pač izvajajo recimo oskrbo na domu in podobno. Ne? Občine lahko sklenejo pogodbo s to isto organizacijo, če je ta organizacija to pripravljena tudi za izvajanje dolgotrajne oskrbe. Ampak organizacije niso pripravljene podpisati pogodbe, ker kot prvo najprej niso niti vedele do roka, ko ne bi to podpisala, ni bilo sploh znano, kakšna je tarifa, ki jo bo država plačevala za te storitve, potem ko pa so zamudo iz ministrstva za socialo, za prihodnost, ko so poslali te tarife, pa so bistveno preniske in zato skoraj noben, oziroma mislim, da je številka 90% občin. In zakaj 90% občin? Ker 90% občin ima zasebnimi zavodi te pogodbe, 10% občin ima pa svoje lastne zavode in tiste, ki imajo svoje lastne zavode, pač ne morejo drugega kot sprejeti tega, kar jim je vlada ponudila. Zasebni zavodi so pa rekli, ne gremo se tega po tako nizkih cenah in zato recimo v veliki meri tega ni, da ne govorimo o tem, da recimo informacijski sistem, ki bi že zdavnaj mogel delovati, če bi želeli, da to deluje, še vedno ne deluje. Je bil maja v fazi izbire izvajalca, če mi je znano, ne? In minister Maljevac je pred tednom ali dvema izjavil, da bo vzpostavljen, ko bo potreben. Potreben je bil že 3-4-5 mesecev nazaj. Šele bo, ker je to ministrstvo, kot si ti se simpatično zmotil, za prihodnost, ne pa medklic, medtem ko Asta Vrečko vodi ministrstvo za preteklost. Ja. Ampak še ena stvar, zdaj vsi se strinjamo, da Levica zna odlično pobirati denar davkoplačevalcem, ne? Ampak razdeljevati ga zna pa hitro takrat, ko gre njihovim, ne? Ko bi šlo pa tisti, ki bi ga pa res potrebovali, tam je pa največji problem in tam pa ne gre nikamor, ne? Ampak pobrali ga bojo pa še vseeno, ne? Ja. Spet opažam, da tudi levi mediji spoznavajo, še ena agenda Maljevca so bila ta stanovanja za mlade družine, da v 3 letih ni narejenega nič. Ne? In tudi na ta račun leti vedno več kritike. Zdi se mi, ker sem prej govoril o politični resnicoljubnosti, da se neko sprenevedanje 3-letno zdaj prav levici najbolj maščuje, ne? Javnomnenjsko. Zdaj gremo na koncu še eno temo, jaz sem jo že omenil vmes, napadi medvedov, pa tudi žal vedno bolj pogosto romsko nasilje, ne več samo tam, kjer ga ponavadi v Črni kroniki prebiramo, Kočevje, Bela krajina, Dolenjska, ne? Zdaj tudi že v prestolnici. No, se v prestolnici pravzaprav ni tako zelo novo, ne, odkar je pač, mislim, da takrat... Sicer drži samo eno obdobje, ko to ni bilo tako zanimivo, smo imeli vmes. Ja. Že zdavnej se je ta romska družina iz Dolenjske preselila v Roje. Še iz časov Janeza Drnovška. Še iz tistih časov, ne. A ste ljudje ali kaj ste? Ampak je znano, da je pač so povzročali težave v okolici in da so ljudje, pač poznam tam kar nekaj ljudi iz tistega okolja, ne, so pač norijo že dolgo časa, da se jim pač dogajajo, da imajo probleme, no, s to družino. Težava je pa v tem, da pač policija enostavno očitno ne more ali pa noče, ne. Zdaj, jaz mislim, da je tukaj glavni problem, da ni pač politične volje, ne, za to, da bi se te stvari procesirale, oziroma pač po eni strani ni volje, da bi zaščitili policiste, ki bi to implementirali, ne, oziroma se jih celo pač aktivno zavera, češ, da je to pa, ne vem, napad na manjšinsko skupino, ne, ki se zdi
tudi pač tako zelo po svoje zaščitena, ne, strani teh krogov. Ne, slišal sem pa tudi teorije, ne, da pravzaprav levica zdaj nekako nastavlja svoje kadre po teh romskih skupnostih, zato da bi na račun te romske populacije prišla še enkrat v parlament. Ne, sej to je popoln absurd, ne, ker predlogov, kako rešiti stvar, ne, je od tega, da bi se vsi socialni transferi vezali na pač nekaznovanost, obiskovanje pouka predvsem in opravljeno osnovno šolo, ne, do tega, da se kazni za globe odštevajo od dejansko socialnih transferov, ampak edino, s čemer vlada poskuša, kolikor že pač poskuša, je to, kar je ta teden notranji minister rekel na interpelaciji, okrepili smo prisotnost policistov, medtem ko v isti sapi na tej isti seji pove, da mu manjka 30% glav za popolnitev vrst slovenske policije. Ne. To je nerazumno v samem temelju. Pač, ampak ni zadost, če so policisti prisotni, ker enostavno potem smo priča pa tistim situacijam, kot dejansko se Romi norčujejo iz policistov. Ne. Tu ni vredno zgubljati besed. Ne. Imamo, oba primera sta zelo podobna, torej kako so se medvedi razmnožili in kako ne rešimo težave, ki jih imajo prebivalci z romsko skupnostjo. Ne celotno, ampak samo tam, kjer to je. Ne. To sta očitno dve najbolj zaščiteni manjšini v Sloveniji, kadar je levica na oblasti. Ne. Ja, samo še Robert Golob je na NPU-ju tako zelo zaščiten. Ja, mogoče še njega lahko dodamo. Jaz mislim, da je tle še en vidik, ne? In sicer to, da pač, če pogledamo, kje so napadi medvedov in kje so napadi Romov in preslikamo to na volilne, se pravi, kje so podporniki vladne koalicije, je pač to običajno se ne preslika prav pogosto v, ne, torej medvedi in Romi običajno škodijo predvsem, bom rekel, ali pa v večji meri škodijo volivcem opozicije kot volivcem pozicije. In mislim, da je tukaj pač ta korelacija zelo jasna. Ja, in še na neki si me s tem spomnil, oboje je prisotno, kot sem prej rekel, v Kočevju, in s tem si me na Vladimirja Prebiliča spomnil, zakaj gremo proti koncu te redne epizode, pa napovemo še malo, o čem bo besede v Safari Special, v posebni epizodi za naročnike in podpornike. Pogovarjali se bomo in napovedovali, malo gledali v kristalno kroglo, glede marsičesa, med drugim glede tega, kaj bo, ne, ko se oktobra resnično ustanovi nova stranka Vladimirja Prebiliča. Kaj praviš, Rok? Ja, tako, recimo se bomo v nadaljevanju bolj razgovorili, ampak mogoče samo za začetek, ne. Če gledamo zdaj javnomnenjske ankete zadnjih mesecev, sta nekako pola tak fiksirana, malo desnica pridobiva. Ne. Vstop Vladimirja Prebiliča bo to povsem podrl. Ne. Kako pa v nadaljevanju vdaje. Ja, kjer se desnica pravzaprav razmišlja tudi o povezovanju, ne, zdaj koliko so te realne možnosti, da do povezovanja pride in kdo so akteri, ki bi to lahko pospeševali in zavirali, ne, tudi. Ja, NSI septembra dobi med temi akterji novo vodstvo, potem so pa še XY faktori do te volilne tekme in bitke, ki nas čaka, kaj naprimer, ne, če se vendarle Robertu Golobu zgodi kaj v narekovajih hudega pred KPK, ne, kaj bo z raznimi gospodarskimi kazalci in javnimi financami, na kar se mi zdi, da vendarle tudi slovenski volilec postaja vedno bolj občutljiv. Pa tudi zanimivo vprašanje, kolikokrat še na referendum, vendarle je tu obstala nekje na 3/4 poti pokojninska reforma, omenili smo dolgotrajno oskrbo in še kaj, ne. Tako da evo, to so nekako teme, skozi katere se sprehodimo v ekstra epizodi, ne. Tako, ja, v zadnji ekstra epizodi te sezone, ne, ki jo seveda na voljo vsem naročnikom in podpornikom portala zanima.me in s tem tudi tedenskega safarija. Ne. Rok, tebi hvala danes za pronicljive komentarje in seveda, ne, delamo in se beremo na zanima.me, tudi čez poletje. Mi ne gremo na počitnice, mi delujemo čez celotno poletje, tudi vi, da boste še kaj napisala, da ne bojo zdaj misli, da sta izginila do septembra. Ne. Tudi podcast se ne poslavlja samo na pauzo, gre in se vračamo spet po poletnem oddihu. Nekje v drugi polovici avgusta, stvar okusa predvsem tega, kaj bojo spet v enem tednu sposobni zakuhati glavni akterji, ne. Tako da do takrat se beremo, sicer pa znova jeseni. Lep pozdrav.